Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo epizodo, naj vas še enkrat spomnim na delavnico investiranja v delnice. Sestavljena je iz 3 modulov, vsak modul obsega več ur vsebine in vsak modul se tudi zaključi z borzno igro MoneyHow DD, ker predstavimo vse od poslovnih rezultatov, blue chipa do analiz, ki jih pripravi analitik in potem seveda tudi od pasivnega in aktivnega vlagatelja in njihovega procesa za odločanje za investicijo. Več o vsebini na www.money-how.si. Danes se bomo pogovarjali o psihologiji denarja, torej našem odnosu do denarja in do potrošništva. Z menoj je dr. Aleksander Zadel, klinični psiholog, predavatelj, pisatelj, podjetnik, zelo je znan tudi med gospodarstveniki. Pozdravljeni, gospod Zadel. Lep pozdrav in hvala za povabilo na pogovor. Z veseljem. Evo, počasi vstopamo v zimo, mraz, sneg, krajši dnevi, ohlaja pa se tudi gospodarstvo in preden navaden mali človek začuti, da se je kolo gospodarstvo obrnilo, je ponavadi že recesija. Vseeno pa ljudje delujejo precej brezskrbni, češ da bo država poskrbela za nas. Država je dejansko res poskrbela za ljudi po covidu in tudi zdaj se pripravljajo neki ukrepi za ljudi in za gospodarstvo po poplavah. Ali menite, da se preveč zanašamo na državo? Jaz mislim, da je, če vzamem to vašo izjavo v podelčkih, pravite, da ljudje se morda ne zavedajo te prihajajoče recesije in tako naprej. Jaz mislim, da po vseh teh, bom uporabil besedo, čeprav vem, da je zdaj vojna in je težka beseda, po tem bombardiranju, pa je mogoče celo namenoma uporabljam, z vsemi slabimi novicami, z prihajajočo apokalipso, vedno znova čakamo neko krizo, ali je to zdravstvena, ali je finančna, ali je gospodarska, politična in tako naprej. Pač ljudje na nek način utopijo. Mi moramo kljub vsemu razumeti, da človek, oziroma če tako bolj natančno rečem, človeški možgani, grejo skozi en proces adaptacije in mi se prilagodimo na določen način procesiranja vseh teh informacij. In seveda, če bi mi kot subjekti, ali pa tudi kot objekti, torej v smislu telesnega delovanja, na vsako tako informacijo se odzvali burno z neko akcijo in tako naprej, je to izjemno izčrpujoče. In ker smo to nekaj časa počeli in mediji poskrbijo za to, da se nas dotaknejo te informacije, potem človek počasi otopi. Tako da dokler ne bomo dejansko sredi neke nove izjemne situacije, do takrat jaz ne pričakujem, da bi se ljudje odzivali na napovedi, kaj posebej dramatično. Predvsem zaradi tega, ker smo v eni taki zmirni apatiji, letargiji, pasivnosti in kakšen bi rekel, malo bolj kritično upišme uhovstvo. Ja, vse te napovedi se pogosto revidirajo in popravljajo navzgor, navzdol, tako da te revidacije se dogajajo kar precej pogosto v zadnjem času, se mi zdi. Drži. Zdaj, čeprav ob polni zaposlenosti pač res ni tega čutiti med ljudmi, ni čutiti tudi konec koncev recesije, čeprav gospodarstveniki že opozarjajo na neke znake ohlajanja. A pa se je smiselno nekako pripraviti, ker vemo, da bo prišlo pač neko obdobje, ko se bo odpuščalo, ko bo malo težje živeti. A je to smiselno, da se pripravimo na to? V bistvu, ko jaz tako slišim nekoga z tem vprašanjem, jaz pomislim na to, da v bistvu gre za življenjski stil. Kakšen življenjski stil ima kdo? Jaz ocenjujem, da je zrel in odgovoren življenjski stil tak, ki zmore hkrati poskrbeti za neke vrste kakovostno življenje, pa hkrati v bistvu skrbi za prihodnost. Mi živimo v svetu, v katerem nas vsaka informacija, ki jo dobimo preko večina informacij, ki dobimo preko medijev, opozarja, bodi tukaj in zdaj, uživaj, privošči si, ne vzemi to, kar je za veliko žlico. Hkrati pa v bistvu je seveda opozarjanje na prihodnost in na prihodnje izzive seveda dojeto podobno, kot sva prej govorila, prihaja kriza, prihaja recesija in tako naprej. In tega se ljudje izogibamo. Biti mlad, lep, uspešen, bogat, trošiti zdaj, to je ena mantra, znotraj katere se je zelo, zelo, zelo težko
trezno postaviti proti prihodnosti, če mi dovolite tako reči, ne? In jo razumeti, seveda, ne kot grožnjo, ampak kot izziv, ki nas čaka v prihodnosti. Ne? Torej, vzpostaviti neke vrste osebno stabilno finančno poslovanje je del širšega procesa, ne pa tega, ker se zdaj ohlaja, zdaj moramo začeti šparati. V bistvu varčevanje je ena od oblik upravljanja denarja, ki bi se jo seveda bilo smiselno priučiti v otroštvu, kot smo se včasih šparali v šparočkih, ne, in jo potem gojiti in razvijati tekom svojega življenja. Ne pa zato, ker je ravno zdaj Nemčija kihnila in bomo mi zdaj dobili pljučnico čez 3 mesece. Ne. Ja, so pa že v bistvu dobili nekateri posojilojemalci višje obroke za plačevati, tako da to se že nekako čuti. Konec koncev imamo tudi povišano inflacijo že kar nekaj časa. Življenje postaja v bistvu vse dražje. Države pa se tudi v bistvu zanašajo, da bo potrošnik med drugim nekako financiral gospodarsko rast. Ne? Itak, to je vedno. Ja, gospodarska rast v bistvu tudi bazira na naši zasebni potrošnji. Ne? Kakšna je v bistvu mentaliteta Slovencev kot potrošnikov? Jaz mislim, da smo mi ugriznili v to jabolko potrošništva za zelo, zelo velik grižljaj smo naredili. In marsikomu se je seveda zataknil ta grižljaj na poti v prebavni trakt. Ne? Iz obdobja, pa to v bistvu Y pa Z generacija tega ne ve, ne? Ampak bom rekel X generacija pa baby boomeri, ne? So dejansko živeli v obdobju, ko dejansko smo bili od majhnega vzgajani, da je treba varčevati, si, bom rekel, za bicikl, ko smo bili majhni, pa za moped kasneje, pa za karkoli. Ne? Potem pa v bistvu z temi 90 leti, ne, in tem vstopom v to tako imenovano kapitalistično družbo, ne, v bistvu smo začeli živeti v prihodnosti zdaj, ne, in v bistvu smo si kupili bicikl, pa pol odplačevali neke obroke, pa smo si kupili avto, pa pol odplačevali obroke. Ne. Začeli smo živeti z denarjem, ki naj bi ga zaslužili šele v prihodnosti. Mi smo pa v preteklosti živeli z denarjem, ki smo ga zaslužili v preteklosti. To je velikanska razlika in sprememba v mentaliteti. Ne. In seveda, ko ti živiš z denarjem, ki ga boš zaslužil v prihodnosti, ne, torej imaš televizor, ki ga plačuješ na obroke, si bil na dopustu, ki ga potem odplačuješ na obroke, voziš avto, ki ga boš, torej ti zdaj uživaš, pol boš pa mogel delati, ne, pravilo pa je, da ti zdaj delaš, pa pol uživaš. Ne, mi ne gledamo sendviče, pa smo siti, ne, sendviče treba pojesti, pa si pol sit, ti popiješ vodo, pa si pol odžejan, torej ti delaš, pa pol imaš, ne. In tukaj je potem težko z ljudmi, ki imajo možnost, ne, goljufanja osnovnih temeljnih principov življenja, ne, torej s kreditom, kredit ni nič drugega kot to, ne, psihološko govorim, ne, ekonomisti verjetno grejo lasje v zrak, ampak jaz sem psiholog. Ne. To meni, ko jaz vzamem kredit, si bom privoščil nekaj, kar si v resnici ne morem privoščiti. Ne, torej financira pač nekdo drug. In to me ne stane. In me stane v prihodnosti. In sedaj v prihodnosti ne poznam, koliko bom zdrav, ne vem, kakšna bo inflacija, ne vem, kakšna bo gospodarska rast v Nemčiji, ne vem, kako bojo Kitajci se razjezili na Amerikance in obratno za bilo kaj, in kakšna bo cena zlata in nafte in plina, jaz nimam pojma tega. Ne? To pomeni, da te preseneti, da sem potrošnik. Jaz sem tudi živel včasih, ko sem poznal blizu sebe ogromno ljudi, ki so jemali take in drugačne kredite za stanovanje. Zdaj sem pač v tistih letih, ko pač krediti niso več moj osnovni način življenja. Ne? Na srečo se mi zdi. Ne? Pa tudi niso bili ne vem kaj v preteklosti, ampak ne rečem, da nisem nikdar vzel nobenega kredita. Ne? Ampak ljudje, ko so kupovali stanovanje, niso rekli, jaz bom vzel ta kredit, ker mi bo omogočil, da lahko pol še kaj živim in tako naprej. Ampak ne, smo se z banko kregali, da koliko še lahko nategnemo pri moji plači, da vendarle mi dajo še največji grid, da bom si kupil največje stanovanje, ki lahko, ker pa te 70 kvadratov mi pa res ne bomo mogli živeti, ker mogoče bomo imeli 5 otrok. Ne? In potem imamo te predimenzionirane materialne dobrine, ki nas dejansko ne osvobajajo, ne? Ampak nas v bistvu priklepajo na banke, niti ne več na državo, niti ne več na družino ali kamorkoli že. Ne? Mi smo priklenjeni na banke, ne? Na te, jaz rečem, obroke, ki se povečujejo in nam onemogočajo, da bi pač, ne vem, živeli tako kakovostno življenje, kot mislimo spet, da si ga zaslužimo, ne pa takšnega, kot si ga lahko privoščimo. Danes pa živijo tisto življenje, ki mislijo, da jim pripada, kar je velika razlika. Ja, in kako potem vzgajati otroke v tem svetu, ker v bistvu varčevanje ni več v bistvu nekaj, kar se uči, oziroma ker pač ni potrebe po tem, kot ste povedali, se takoj servira z vsemi temi zadevami. Vi imate 4 otroke, a ste jih učili varčevanja? V bistvu tako je. Ne? Tisto, kar sva z ženo počela, je bilo to, da smo nekako uvedli v to
našo družinsko dinamiko, da ni samoumevno, da je vse tukaj in zdaj in na razpolago. Ne? Jaz uživam pri tem, ko si otroci zamislijo, da bi nekaj imeli, in je moje naslednje vprašanje, kako boš do tega prišel. Ker otroci, jaz bi imel telefon in pol starši začnejo razmišljati pismo, zdaj bomo imeli malo rojstni dan, pa bomo dali mi, pa babica, pa to, pa bomo kupili en telefon, dober. Ne, v bistvu moje vprašanje vedno je, in to je moj način, kako jih učim, da razumeti, da mi ne materializiramo ali pa manifestiramo denarja, ta beseda mi je v tem New Age-ovskem sem pobral ven, se pa mi kar starši manifestiramo denar, gremo na bankomat in pol vzamemo, kar rabimo. Ne, ampak kako si to zamislil, kako si to predstavljaš? In kot doktor otrok ne naredi neke sheme, v kateri seveda sodeluje s prihranki, z delom prek študenta, zdaj ko so v njih, ko so večji in tako naprej. In tam se potem začne oblikovati odgovor na vprašanje, kdaj šele bo čas, da si nekdo nekaj omisli, kar bi mu prišlo prav. Klasičnega tega varčevanja z kovancem v šparoček tega pač ni tega. Ne. Ni več, ne. A zdaj, ko ste omenjal partnerko, pa me zanima, recimo, kako pa se vidva pogovarjata o denarju? To je eno pogosto vprašanje, ki ga dobivamo na MoneyHow. Kako se pogovarjati s partnerjem o denarju? Tako je, ne. Sem se hotel pošaliti, bom resno odgovoril, ne. V bistvu, ko so pač mi to si želela imeti tako družino in jaz se veliko vozim, moje delo je povezano z veliko vožnje in jaz sem se, oziroma skupaj z ženo, sva se zavarovala, mislim, da je 4 ali 5 življenjskih zavarovanj sva imela v tistih, ko so bili otroci najmanjši. Ne? Se nam je zdelo to logično, ker če slučajno se bi komorkoli od naju kaj zgodilo, bi seveda ta družina, eden za to družino, pač so gledali na to, da so imeli ta zavarovanja v različnih zavarovalnicah in mislim, da so jih imela oba skupaj 6, mislim, da jaz 4, ona 2 ali 3, tako. Ne vem zdaj točno, ampak zato, ker se pol spreminja, se veste, ko se spreminjajo pogoji, potem v bistvu nekje zaključiš ali pa preneseš ali pa nadaljuješ v novo zavarovanje in tako naprej. Ne? Tako da so ves čas skrbele, zdaj recimo, ker sta 2 starejši, sta že skoraj na svojem, mislim, ena itak na svojem, ena že prehaja na svoje, sta še 2, ne? V bistvu je to, jaz rečem, ta skrb čisto najneeksistenčna, da bomo mi dva prispevala, dokler ne zrasijo do 20, plus minus let, pa so nekako preskrbljeni, pa se začnejo zase tudi kaj brigati, sva tukaj blat. To je bil najin pogovor. A sva dobro zavarovana, mala nezgodna, pa življenjska zavarovanja dobro poštimana. Tukaj sva kar nekaj investirala, nekaj malega, to so tudi otrokom povedala, se to je meni najbolj zabavno, ne? So otrokom rekla, da bomo kupili nekaj, v enem obdobju so kupili nekaj dragih kovin ali nekaj takega, nekaj se nam je zdelo to tudi recimo en delček tega, bom rekel, finančne stabilnosti. Jaz sem pa v bistvu, jaz oba ženo, imava pa še neki, se spomnite, certifikatskih delnic, ne? In ene od teh so bile v Krki, ne? Tisto, kar nam je, takrat so odrezali, ne? Si dobil toliko procentov, koliko je bilo ljudi in pa so razdelili, no in tisto je tudi en tak, pri obeh skupaj se tudi kaj nabere, je še vedno tam lepo kot ena taka, ne vem, kako se reče temu, naložba ali kakorkoli že. Ne? Tako da mama, mislim, niso neka upravljalca denarja, huda in tako naprej, ima par takih, jaz rečem, varovalk sva naredili in to je bil najin pogovor o denarju. Ne? Predvsem pa v bistvu midva nisva nikoli vzela kredite za potovanje, recimo, to je iluzija, ne? Da bi mi vzeli kredit in šli na pot. Ne? Če smo vzeli kredit za avto službeni, zato da sem jaz z njim hodil naokrog in služil denar. Če brez tega avta ne bi mogli služiti. To je bila meni filozofija, kdaj se vzame kredit. Če vzameš kredit za to, da služiš nov denar, to se mi zdi recimo cool, ne? Ampak da bi pa vzel kredit za to, da bi pa živel bolj kakovostno zdaj, kot si jaz lahko privoščim, to mi pač ni v moji naravi, recimo. Ja, zdaj ste povedal kar nekaj zelo zanimivih stvari, tudi neke osnove v bistvu upravljanja osebnih financ, recimo ta varovalka, dobro zavarovanja, ne, ste omenili, 6 zavarovanj, ključno pri teh 6 zavarovanjih je zavarovalna vsota, koliko je bilo vsega skupaj. Imela sem enkrat en primer, ko sem odkrila enega podjetnika, ki je imel 27 življenjskih zavarovanj, ampak v seštevku je bil pa še vedno podzavarovan. Tako da, to je zelo pomembno, da se pogleda, je treba kar pogledati, v bistvu, da je ustrezna zavarovalna vsota. Taka, da bi nekaj let dejansko res omogočalo precej varno, da se nekdo postavi na noge ali pa da potem drugi zagrabi in tako naprej. To niso bila zavarovanja, da bi nekdo dobil 3000 evrov potem ven. Ne? To bila se razumem. Da si s tem lahko nekaj pomagaš. Ne? Mi da so gledali, koliko neto denarja
potrebujeva na mesec, ne, in potem sva v bistvu razmišljala, za koliko časa, ne, ali bi ta denar zadoščal za 1 leto, za 2 leti, ne, za koliko časa, ne za kupiti avto otroka, ko bo toliko star, ne, za koliko življenj, za koliko kruha, mleka, salame in tega je ta denar primeren. Pa plačati najemnino, pa ogrevanje, pa to so imeli v glavi, recimo. Se vas razumem, je pa tako zanimivo, ko se pogovarjam z ljudmi, to ni ta prva stvar, ki jo omenijo, moram iskreno povedati. Marsikdo v bistvu nima urejenega življenjskega zavarovanja, kljub temu, da imajo otroke, pa bi bilo mogoče smiselno, glede na to, da so odvisni od naših dohodkov. Zdaj, ko se vrtiva okrog teh kreditov, ki ste tudi omenjal, mi je zanimiva ena zadeva, ki sem jo pred leti slišala od enega kolega, da ga je obšla dejansko fizična slabost. On je bruhal pa podpisu kreditne pogodbe za stanovanje. Meni se to zdi mogoče malo pretirana reakcija, sploh glede na to, da greš ti v nek odnos z banko, z zavedanjem, z nekim planom, kaj v bistvu, in tudi veš nekaj, kaj te bo čakalo v naslednjih 20 letih ali pa 30 letih. Zakaj take reakcije? Jaz mislim, da taka reakcija je bolj povezana z tem človekom kot takim, ne z nekim splošnim odnosom ljudi z banko. Če bi obrnil to na glas, rad obrnem stvari malo na glavo in gledam izven nekega okvirja. Ne bi rekel super, da je to začutil v pravem trenutku, ne, v katerem v bistvu lahko se pripravi na to, kar ga čaka. Ne. Veliko ljudi vrže čez ramo to, podpiše in je srečnih in čim prej unovči tisto kredit, dobi tisto stanovanje in pol bomo že kako. To se mi zdi bolj problematično kot to, da ti začutiš odgovornost, ki si jo sprejel s tem, da si vzel en zahteven kredit. Veste, ko se ti soočiš s tem, nam se vse zdi oddaljeno 30-40 let, ne? Ampak 30-40 let početi vsak mesec eno in isto stvar in notri imeti klauzulo, ne, da se bo kredit na ta obrok povečeval skladno z pravili, ki jih bomo mi postavili, na katere ti ljubček nimaš nobenih resnejših vplivov, To je tako, no to je meni, wow, jaz rečem, ljudje so res tako, zelo cool, da to podpisujejo, no, tako v takih zneskih. A imaš izbiro, če hočeš kupiti stanovanje? Sej, to je to, torej ekonomisti so nas prepričali, ne, jaz rečem preko medijev, ne, pa jaz ne mislim, da gre na nobeno teorijo zarot ali kaj take, ampak so nas prepričali danes, tudi politika nas je prepričala, da zdaj mladi morajo imeti stanovanje. In to je, ni cool imeti stanovanje. Ne, vprašajte mene, kdaj sva midva ženo kupila stanovanje, ne. Ko smo midva kupila stanovanje, v katerem zdaj živimo, sva imela 2 otroka že, ne, in so bila do takrat podnajemnika. Razumete, jaz pač pa se ne smilim sam sebi, ne, jaz pač takrat ko lahko, ne, zdaj pa bomo pri 22 letih imeli stanovanje, pa pol bomo v redu, pa bomo imeli otroke, mogoče ne, zdaj bomo še 10 let žurali, ker bomo videli, kaj bo, pa bomo pa videli, če smo privoščili otroke, imamo premajhno stanovanje, pa bi imeli radi večjega, kdo bo poskrbel za to? No, država, boste poskrbeli, lepo vas prosim, no, to je tako, rečem kot mladi, kar neki, no. Mogoče to zapuščina naših staršev, ki so nekako bili prepričani v to, da je potrebno biti lastnik. Imamo vse 90% lastniških stanovanj, ne? Tako da nekako je to v naših glavah, medtem ko v Nemčiji recimo mislim, da je 60% lastniških stanovanj. Če bi vi pogledali lastništvo stanovanj in nepremičnin pred Jazbinškovim zakonom, bi ugotovili, da se ne razlikujemo od nobene posebne države na svetu, ne? Torej, jaz sem otrok staršev, ki so živeli kot najemniki celo življenje do Jazbinškovega zakona v stanovanju v bloku, ki je bilo last podjetja, kjer je delal moj oče. Pač to je bila klasika. Jazbinškov zakon je seveda spremenil stvari na glavo in je dal tudi mojim staršem možnost, da so odkupili to stanovanje za takrat zelo razumen denar, jaz nikoli več nobena nepremičnina v Sloveniji ne bo stala toliko, kot je stalo teh, mislim, da 60-70 kvadratov veliko stanovanje, ki ste ga moja starša potem takrat odkupila. In to lastništvo je drugačno lastništvo kot to, kar zdaj. Takrat, pred Jazbinškovim zakonom je bilo enako težko kupiti stanovanje kot danes. Ker nisi kar povlekel iz žepa, pa malo nekaj, kar pa je bilo težko. Takrat se je zgodila ta anomalija in potem je to ta razvada, ne, jaz rečem, to je razvada, ne, nekaj, kar mi mislimo, da nam pripada, v življenju nič ne pripada. Se treba izboriti, zaslužiti, ne vem, oddelati, karkoli že. Ne? In seveda danes je politika seveda to mantro prevzela, izgleda to zelo všečno očitno za ljudske množice, ne, da treba zagotoviti stanovanja, delati stanovanja in tako naprej.
nima nič proti temu. Jaz sem zelo, jaz sem iz Kopra in ko gradijo stolpiče in rečejo, bomo imeli nova najemniška stanovanja, pa neprofitna stanovanja, mi zdi to lepo. Jaz mislim, da rad živim v družbi, kjer v bistvu država omogoča lažji dostop do infrastrukture. Samo ni pa to nekaj, kar mi pripada. Ne, razumete? Torej, super je, da se to dogaja, ne moramo pa reči, ker država pa ni naredila tega, zdaj smo pa mi v kot, pa se smilimo sami sebi, ker smo bogi, ker ne moramo imeti stanovanja, ki država ni za to poskrbela. Ampak ravno to govorijo mladi. Točno to. Ker jim je fino. Ko zdaj govorimo o lastništvu, da je vas dotakniti mogoče premoženja in tega, da se radi primerjamo z drugimi. Zakaj nam je to pomembno, da primerjamo svoje premoženje, avto, stanovanje, plače med seboj? Zakaj to počnemo? Zaradi tega, ker to je prineslo to blagostanje, ekonomsko blagostanje, tam po drugi svetovni vojni, še posebej v 70-ih letih tega gospodarskega razcveta, v bistvu je lakota, pa tisto primarno zdravje niste bili več ključni vprašanji kakovosti življenja. Ker če ste do leta 50-60 vprašali ljudi, kaj pomeni kakovostno življenje, ali pa kaj bi si najbolj želite za svoje otroke, ne? Da bi bili zdravi, pa da ne bi bilo vojne, da bi bil mir, ne? Take stvari, kot jih misice še danes govorijo. Oni so še vedno v tistih časih. Ne? Mir, pa zdravje, pa otroci srečni, pa to. Ampak potem, ko se je začelo pa to blagostanje povečevati, potem pa v bistvu ni bilo več ključno notranje zadovoljstvo, notranji mir, v smislu smo siti, smo zdravi. Ne? Potem v bistvu je pa ta X generacija to prijela, ne? Ker prejšnja generacija je živela zato, da je delala. To je bil živim, da delam. Oni so pa delali zato, da živijo. To je pa značilnost X generacije. Ne? Delam, da živim. Torej, hočem kakovost življenja. Ne? Danes še marsikomu zbeži reče, zakaj delaš? Delam za denar. Ne, ti delaš za kakovostno življenje. Za denar so delali 70-80 let nazaj, ker je to pomenilo, da so siti, da imajo račune plačene, pa tako naprej. Ne? Torej, X generacija je hotela ustvariti dodano vrednost. Hoteli so imeti vikend, hoteli so imeti večji avto, ni bil dovolj fičko, ni bil dovolj stoenka, ne? Je moral biti golf, je moral biti večji avto. In to je bilo, bom rekel, potem izraz, da si uspešen v življenju, ker ti se moraš ločiti od drugih. Ne? In ja, žal 70-80 let nazaj si se ločil potem, a imaš site otroke ali jih nimaš, a imajo pokrpane hlače ali nimajo. Ne? To pomeni, ko imamo vsi pokrpane hlače, to je isto kot v gospodarstvu. Nobena firma se ne hvali, da imajo elektrificirano proizvodnjo, ker imajo vsi. Torej, po čem se razlikujemo? Ker imamo digitalizirano danes. V 90-ih letih, ker imamo informatizirano proizvodnjo. Torej, ljudje se začnemo primerjati po tistem, kar je tista dodana vrednost, kar nimajo vsi. Ne? Torej, in zdaj seveda vsi smo zdravi, vsi smo zavarovani, vsi imamo neko osnovno preživetje, torej kaj pa je razlika, da sem jaz uspešen? Ja, da vožim tako velikanski avto, da imam ne vem kakšen vikend, ne vem kje in tako naprej. Torej, to je razumljivo z vidika razvoja človeške, bom rekel, psiha in odnose do sebe, do drugih, do družbe, ne zgolj samo do materialnih dobrin. Zdaj, ko ste omenili, delam, da živim, milenici pogosto tako razmišljajo. Ja, a je potem plača dovolj velik motivator? A je sploh plača motivator? Kaj motivira današnje zaposlene? V bistvu milenici živijo zase. Ne? Oni ne živijo ne za denar, ne živijo zase. Ne? To je ta značilnost te generacije. In v bistvu zakaj gre? Ne? Gre za to, da ko ti živiš v relativnem blagostanju, jaz vedno rečem v relativnem blagostanju in se tudi zavedam tistih ljudi v Sloveniji zdaj ali pa kjerkoli, ki živijo ob robu revščine, težko se stavijo mesec in tako naprej. Ampak zdaj govorimo o družbi na splošno, ne? Torej ne o ljudeh, ki preko bortorstva čakajo 30 evrov konec meseca, da nekdo podari. Imam veliko empatijo do tega sveta, ampak zdaj ne govorimo o njih. Torej, v družbi relativnega blagostanja se kaj dogaja? Ne? Se dogaja, da ti v bistvu ne moreš razviti pravega odnosa do denarja. Čisto preprosto ne razviješ, ker denar je bil prisoten, in če ga ni bilo, smo si ga nekje sposodili ali pa na banki ali kjerkoli že. To pomeni, ko se ti pogajaš, ta mladina, ko se pogaja za službo, oni se dejansko pogajajo o kakovosti svojega življenja. Oni hočejo, da jim je fajn v službi, da se imajo dobro. Ne? In zato je to zanimivo, ker se še posebej zajevci, oni se ne znajo pogajati o plači. Oni hočejo, da jim je dobro, oni hočejo imeti chief happiness officerja, ki skrbi, da bo njim fajn v službi. In še da bomo kaj naredili za tihomorske želve, ali pa za orke, ali pa ne vem, za kakšno žival, ki je ogrožena. Ne? Torej, oni globalno razmišljajo skozi svojo trajnostno odgovornost, bi lahko temu rekli, ne? In skozi to, da jim je fajn. Če mene vprašate, pa ne gre za njihov intelekt, boh ne daj, da bi ga žalil. Njim ni jasno, kako je s tem denarjem. To pač to tam nekje je, ti greš, ga vzameš, pol si privoščiš, pol država ti zrihta poceni stanovanja ali pa tih ne, pol bomo videli, se bomo kam preselili, ker bo kje boljše.
tako na easy, to je zelo tako življenje. Oni so res tukaj in zdaj. No, to recimo so osvojili, kar se mi učimo pri šamanih, pa ne vem pri komu, da je treba biti tukaj pa zdaj. Pa to. Oni to imajo, serijsko. To, da se ne znaš pogajati za plačo, to pa zna biti mogoče, ko bo prišla nekaj težki časi, kad te v bistvu zelenici, pa milenici še niso doživeli na ta prave krize, kot smo recimo mi doživeli, ne? Tukaj bo pa po mojem verjetno neki drugega mogel, nek drug instinkt, neki drugega bo mogel za preživetje tukaj se aktivirati. Če gledamo z našimi očmi, če pa gledamo z vidika tega, da jih ni, oni so zmeraj manjše generacije in zmeraj več ljudi rabimo, torej ni ljudi, torej njim se bo sploh ne bo treba pogajati, ker bo že njihova osnovna ponudba za to, da bo sploh službo prišli, bo idealna. Torej, res, mi govorimo, da v kakšnih težkih časih živijo. Če gledamo z očmi človeka starega 60 let, oni živijo v težkih časih. Če gledamo z njihovimi očmi, razumete, jaz sem dovolj star, da se spomnim časov, ko so ljudje po 100 prošenj pisali da bi delo dobili. Ti ljudje naredijo svoj profilček na LinkedInu in se usedejo tako križem rok in čakajo. Možda prošnje pisali za službo, si ti nor. In pol oni izbirajo med tistimi, ki ponujajo, bom rekel, okolje, ki se njim zdi pa res cool, da bi šli delati, ne? Pa tudi plača, ok, v redu, ampak vi skrbite za te tihomorske želve, ja skrbimo, plačamo 1% od prometa, da super, bom jaz tja prišel delati. Ne? To se ne pogajajo, to je fascinantno. Če bi bila seveda 30-40% brezposelnost, pol pa bi bila frka, pol je pa panika, ne? Ker pol pa nimaš tega orodja za se pogajati, kar je imela X generacija, oni so do fundamenta se pogajali, do dneva dopusta, do ne vem, kaj še, telefon, kakšen račun, bom dobil, kakšen račun, koliko bom lahko na mesec porabil, če se spomnite še časov, ko ni bilo za 15 € vse all inclusive in to, ne. A imam za 100 € telefona? Ne, jaz bi rad 150 € telefona na mesec, ne. To je X generacija, ti ne, ti samo, telefon, jaz se ga imam, če ne imam pa bunega od mame. To je res. A nis. To dejansko, ko rekrutiraš oziroma zaposluješ ljudi, recimo, ne, se ful čuti ta generacijska razlika, ne, ko se pogovarjaš z malo starejšimi, ne, je čist nekaj drugega, ko se pogovarjaš z mlajšimi, ne. Ja. Dajte mi zdaj to povedati, pred časom sem poslušala eno epizodo enega podcasta in so govorili o temu, da se ljudi bojijo denarja, da imajo nek strah o spoštovanju do denarja. Kakšno je vaše mnenje o tem? Ma ne, jaz mislim, da te mlade generacije, to jim je tako za sproti, za zdrave. Ne vem, mi smo se včasih, ko prideš ti v eno okolje, ki ga ne poznaš, ki ga ne razumeš, mogoče imaš nek strah, lahko rečemo temu strah, ampak strah je čustvo, ki nas varuje pred tem, da bi mi vstopili v neko nevarnost, ne, da nam govori o nevarnosti. Ne. In mladi denarja ne dojemajo kot nekaj nevarnega. Tudi odnos z banko, ta dolžniški, ne dojemajo kot nekaj nevarnega. Bomo že naredili, ali se bomo zmenili, ok, bo dobro. Ne, jaz ne bi rekel to, da bi pri njih jaz v psihološkem smislu opazil kakšen tak res strah pred denarjem, pa ne, to ne vem, od kje bi to bilo. No. Ja, ampak vsem starejši mogoče imajo neko strah o spoštovanju do denarja, da se, ne vem, denar v bistvu je kot lopata, no, to je neko orodje za doseganje ciljev, ne, to je tako, kot bi se bal konec koncev lopate, ne. Se upravičujem, sem mislil, da me sprašujete o teh mladincih, teh zelenicih ali pa z generacij in tako naprej. Ne. Ko govorimo o X generaciji, ne, in starejših, v bistvu pa dejansko imamo ta zelo, zelo kulturno, jaz rečem, prirojen odnos strahu spoštovanja do denarja, ker dejansko je povezava med tem, kaj držiš ti v rokah, ne, kaj si lahko za to privoščih, je 1:1. Ne, to je 1:1. Če pa ti imaš neke bitcoine, pa imaš neke delnice, pa imaš neke izvedene finančne inštrumente, pa imaš možnost nekega kredita in tako naprej, potem v bistvu je to tako v zraku, tako neoprijemljivo, da te straha ni. Se pa kaj pojavlja? In tu mogoče je odgovor na vaše vprašanje. Se pa pojavlja pol anksioznost. To je pa strah brez vzroka. Anksioznost se pa pojavi takrat, ko ti lebdiš brez kakšnih stabilnih, oprijemljivih temeljev, sider okrog sebe. Ne? In pa, ko se začneš pogovarjati o denarju, pa oni nekako ugotovijo, da vendarle nekje denar, pa vendarle je v neki podlagi kakovosti njihovega življenja, ne? In da je zelo, zelo povezan z njihovo učinkovitostjo pri delu, takrat pa lahko ljudi začne grabiti najprej ta anksioznost, ko razumejo, zakaj gre, pa tudi strah. Ja. Bi bilo možno.
Prej so se pogovarjali o tem, kako se primerjajo ljudje po premoženju, plačah in podobno. Sami ste omenili, kako je v bistvu strukturirano na nek način vaše premoženje. Kaj pa je v bistvu sploh, recimo, definicija bogatstva? Recimo, to se tudi zelo razlikuje, ko se pogovarjaš s starejšimi, mlajšimi. Kaj je bogatstvo? Ja, zdaj, če bi bila midva v živo in bi bila publika, bi jaz stopil za pregrado po tem odgovoru, ki bom rekel, da ne bi letele, veste, rečevne gnile solate, pa gnilo sadje v mene in tako naprej, ne. V bistvu gre za kombinacijo, ne? Gre za kombinacijo materialnega blagostanja. Mi vendarle živimo v materialnem svetu, ne? In potrebujemo materialno hrano, pijačo ali karkoli že, in seveda vpetost v odnose. Torej, notranji mir in zadovoljstvo nam da pravilno ravnotežje med učinkovitim upravljanjem odnosov in pa materialnega sveta. Tako. Kaj pa je za vas bogatstvo? Jaz sem že po teh letih, ko dejansko res dojemam bogatstvo kot notranji mir in skladnost v medosebnih odnosih z ljudmi, ki mi veliko pomenijo. Zdaj, ko govorite o notranjem miru, greva skočiti še malce na borzo, ker pa prevladujejo čustva pohlep in strah. Kako premagati eno in drugo za čim bolj racionalne, naložbene in neemocionalne odločitve pri v bistvu odločitvah za naložbe? Jaz dojemam tudi borzo, tudi tiste Krkine delnice ali karkoli že, ne kot nekaj, kar bi moral vsako jutro preveriti v časopisu. Ne. Jaz ne rečem, da imam, ne vem, v teh delnicah, kaj sem, enoto denarja, eno količino, ne vem, 1000, 10 000, 20 000 ali koliko evrov, ne, ampak tam imam toliko število delnic in jaz se ne ukvarjam, a bom za to zdaj dobil 17 462 evrov ali pa 18 122. To je tisto, kar požre ljudi od odznotraj, ne, ko vsak dan spremljajo na evro natančno, kakšno je njihovo finančno stanje. In to je pot v pogubo. Sem delal kot psiholog z veliko podjetniki, ki so svojim delom zelo zabogateli in potem seveda poskušali investirati v delnice in tako naprej, da bi pač, ko bi rekel, ne nosimo vseh jajc isti košari in tako naprej. Ne. In nekateri so pol zboleli. Ma niso zboleli zaradi tega, ker so veliko delali, ampak so veliko gledali v časopise, kaj noter piše o njihovih stanju, njihovih sredstev. Ne. Mislim, da posebej v naši slovenski kulturi niti približno še ni preteklo dovolj vode, da bi mi sploh razumeli koncept delovanja finančnih teh trgov, kaj šele, da bi ga znali upravljati, ne, svoje premoženje na ta način. In ena od stvari, ki poznam v te vaše projekte, je to zgodnje opismenjevanje, bom rekel, mladih, pa tudi otrok, ne, o finančnem znanju. Se mi zdi ključno za to, da bojo te generacije, ki prihajajo, vendarle seveda lahko razumele najprej, kaj se dogaja na finančnih trgih, ne, in da ni tragedija, če je danes delnica padla, ker mediji bojo napisali, ne, da se je zgodil v New Yorku zlom, ker so delnice padle za 4%, ne, ali pa da je groza, ker je zdaj gospodarska rast je enaka, kot je bila 2016. Je pa kaj je bilo 2016 narobe, ljudje? Ste bili brez hlač, brez gat, niste mogli kupiti sendvič ali kaj, ne? Ampak ekonomisti bojo napisali, da glede na to, da je padla gospodarska rast, smo šli v recesijo in da zdaj so isti pogoj, ko so bili leta 2012 ali pa ne vem, 2000, pa kaj je bilo takrat, ljudje? Kdo je bil bolan takrat, pa ni mogel do zdravnika? Zaradi gospodarske rasti. To je ta latovščina, ki so si jo izmislili ekonomisti, da izgledajo bolj pomembni, kot so v resnici. In oni so si dejansko naredili svet ukrojen po svoji miri, da lahko v bistvu počnejo stvari, ki jih znajo sicer dobro početi, ampak so ne vem, 3/4 same sebi namen, če me ne vprašate. No, in komu koristi finančno nepismen državljan? Kako? Komu koristi finančno nepismen državljan? To sem vprašala tudi Janeza Šuštaršiča, na to isto temo vprašala. Zdaj, ko ste rekel, da so se ekonomisti spomnili te latovščine, da v bistvu na nek način manipulirajo tudi z ljudmi, ne? Definitivno. On celo se izmisli, da je fascinantno. Bom odgovoril na vaše vprašanje, ampak negativna rast. Si predstavljate, kako moraš biti sprevržen v neki logiki, da rečeš, da nekaj negativno raste. To je patologija, jaz rečem, brez primere. Ne? Ampak ne, to je zdaj normalno. Ne? Pa imamo bazične točke, pa odstotne točke, pa to tako fajn zgleda, ampak to je tako, oprostite, ampak to je res rečem iz srca butasto. Ne? Si izmisliš neke izrazoslovje, ki izgleda seveda sprihtno, tako res v redu, od zadaj za tem ni kakšne, jaz rečem, bom rekel, posebne vsebine. Torej, komu koristi?
skozi zgodovino, tisto, kar nas uči zgodovina, je, da denar teče vedno v eno smer, ne, dolgoročno. Teče v centre moči in kapitala. Ne. Včasih se vmes centri moči zavejo, ne, da bo veliko boljše za njih, vsaj srednjeročno ali pa kratkoročno, če v bistvu postane ta srednji sloj močnejši, če ga je več in če v bistvu dejansko je boljše, če je manj revnih ljudi. Ne. Ste sami prej lepo rekli na začetku, potrošništvo poganjajo, gospodarsko rast poganjamo ljudje s svojo potrošnjo. Ne. To pomeni super, ne, nekje zopet ekonomisti izračunajo, da je super pomagati ljudem ali z davčnimi, ali s takimi ali pa drugačnimi, bom rekel, pomočjo, ne, da bi seveda okrepili potrošnjo, da bi se spet ta denar stekel v eno moč. Vedno je enosmerna cesta tukaj. Tako da tukaj ne gre niti za politiko, politika je tukaj samo v službi kapitala. Kapital je od tega, ko je človeštvo, boste tega se malo odbitne, ko je človeštvo iz lovsko-nabiralniške skupnosti prešlo preko agrarne revolucije, ne, v dejansko, ko se je začelo dogajati, takrat prvi koncepti gospodarstva, kot ga danes razumemo, ne, takrat je postalo, da tvoje kompetence v sposobnosti zagotavljanja pogojev za preživetje, to pomeni lov, da si bil dober lovec, zdrav, spreten in tako naprej, je postalo bolj pomembno, da si dober organizator, dober komunikator in tako naprej, in tam se je začelo kopičiti potem bogatstvo. Ne pri tistih, ki znajo zemljo obdelovati ali pa jo, bom rekel, znajo pridelati, bom rekel, hrano za življenje, ampak pri tistemu, ki zna to dobro organizirati, ki zna dobro prodati, ki zna dobro tržiti in tako naprej. In to so ti centri moči, ki so danes seveda samo bolj sofisticirani, pač ni kmetijstvo glavna gospodarska panoga tega planeta, ne. In tja se steka denar. Zdaj, mogoče, če gremo mogoče na dolgoročno planiranje, a ne? Zdaj, za recimo pokojnino se danes svetuje normalno, da se pač varčuje, a ne? Investira na kapitalske trge konec koncev. Kako v bistvu se pripraviti na doseganje nekih dolgoročnih ciljev ali pa na planiranje dolgoročnih ciljev, glede na to, da je pokojnina tako oddaljen dolgoročni cilj, 20, 30, 40 let je oddaljen. Kljub temu, da jaz nikdar ne izpostavljam države kot nekega krivca ali podgovornega za karkoli, ne, se mi zdi, da tukaj je pa ena stvar, ki je pa v interesu države. Sem delal dovolj časa v zdravstvu, da sem ugotovil, da v bistvu ne moreš ljudem prepustiti skrbi za lastno zdravje, ne, v celoti, zaradi tega, ker potem se ti lahko nakopičijo problemi zdravstveni do te mere, da država pol propade, kar smo videli, mislim, da je ogroženo delovanje zdravstva kot take, kar smo videli pri covidu. To pomeni, se mi zdi, da na način, kako danes skrbimo za svoje srebrna ali pa pozna leta, ne, in hkrati kakšni so pogoji države, ki skrbi za to, da bomo mi dejansko, da ne bo imela velikega javno-zdravstvenega, socialnega problema, bi država seveda bilo umno, da bi vzpostavila pogoje, v katerih bi ljudje se raje in v večjem obsegu odločili za varčevanje v poznem obdobju življenja. Ker pa smo otroci staršev, ki so dejansko garali in delali za to, da bi v penziji živeli, in še danes je glavna mantra, koliko imaš še do penzije, ne, ko so zaposleni, ne kaj boš danes naredil, koliko boš zaslužil, koliko imaš ti še do penzije, je fora, ne, ker pol se nam zdi, da pol bo pa ta država za nas nekaj poskrbela, pa bo in tako naprej. In tukaj ta iluzija med tem, da bo nekdo za nas poskrbel in kakovostjo življenja, ki jo bomo mi živeli, ker država ne bo zmogla, poglejte številke, se to, mislim, tukaj res ni treba, da si ekonomist, rabiš plus, minus, pa že prideš do tja, da vidiš, da bo trda, ne, že za našo generacijo, ne, kaj šele za naše otroke. Tu se mi zdi, da bi umna politika ne navijala zgolj za davčno reformo, pa zdravstveno reformo, pa še kakšno drugo tako fancy reformo, ne, ampak da je dejansko res, kar ni težko, kar po moje je, če to dela civilna družba, skozi take projekte, kot jih imate vi, ne, bi države se do malce to rešila, če bi imela resen namen poskrbeti za blagostanje svojih prebivalcev, državljanov v tretjem življenjskem obdobju. Se mi ne zdi nič takega. Naučiti ljudi odgovornosti zase. Ja, se strinjam z vami, absolutno. Ampak Slovenci smo malo shizofreni, ko govorijo o naložbah. Slovenci zelo radi varčujemo v nekih konzervativnih naložbah, kot so recimo, to sploh ni naložba, depozitne, se vemo, kaj se je dogajalo z povišanjem inflaciji, je realno denar izgubljen na vrednosti. Investiramo v nepremičnine. Pa tudi zelo na drugi strani zelo radi skočimo v neke tvegane zgodbe, kot so kripto, ker imamo to željo po nekem hitrem zaslužku. Kako se to razlagate?
Temu se reče mislim, da sem nekje prebral, pa mi je bil všeč izraz, ta kazino kapitalizem, ne? Ko v bistvu vključimo v formulo svojega blagostanja neko tako tveganje, ki pa je v bistvu, če si hiter, če si pravočasen in ker poznamo nekoga, ki mu je uspelo, dajmo še mi. Ne? To je popolno nerazumevanje delovanja, niti ne, jaz rečem, finančnega sveta, ampak v bistvu logike človeškega delovanja. Ne? Tu smo zelo naivni, tu smo izrazito naivni, ampak tako kot vsi, tako kot lejte, boste rekli, da čudno preskakujem, ne? Ampak recimo mi smo bili zdaj priča propadu tega imperija Studia Moderna, recimo, če mu lahko rečemo imperij, glede na to, da je bil lastnik dolgo časa najbogatejši ali pa drugi, tretji najbogatejši Slovenec. Ne polemiziram z blagovnimi znamkami Dormeo in tako naprej, ampak en velik del poslovanja tega podjetja je bilo tako, jaz rečem, prodajanje megle, razni ti neki geli za shujšanje, pa gate za zgubiš 2 številke, pa ne vem, kaj še vse. Ne? In v bistvu to je predstavljalo en velik finančni temelj enega takega imperija. Ne? To, da so ljudje kupovali bedarije, neumnosti. In to ljudje kupujejo, kljub temu, da so že kupili, so že videli, da to ni niti približno tisto, kar kaže po televiziji ali pa kar zgleda, pa so še vedno to kupovali in je predstavljalo to veliko, bom rekel, finančni doprinos delovanju in uspešnosti tega famoznega slovenskega podjetja. Ne? In zato pravim, da ljudje radi nasedajo nečemu, reči, to se pa mi doprivoščili, če pa to ljudje res kupujejo, to pa mora nekaj pomagati. In to se, ne vem, če ste še mladi, Čang Šlank je bil prvi tak, torej si spil en čaj in potem si izgubil 2 kili, vsak dan si izgubil 2 kili in potem si reče, ok, če si spil 30 dni zaporedoma, pa si se dematerializiral, ali kaj s tem čajem, ne vem. In ti ljudje so nam pokazali meje neumnosti naroda, ki pa so brezmejne, niti jih ni teh meja. Tako da mene ne čudi, da ljudje nasedajo in da potem čredno sledijo takim fenomenalnim trenutkom. In mi imamo danes v Sloveniji, res imamo 2-3 kriptomilijonarje, ampak na čem temelji njihov kriptobogatstvo? Na neumnosti ostalih 100,000, ki so pač šli v takem trenutku v posel, da so zgubili, ker ta denar ni nastal iz nič. To je fascinantno. Denar kriptomilijonarjev, teh gospodov, ki so res džeki danes in kupujo hotele in tudi potem jih vprašamo za nasvet, kako z denarjem. Ma ne njih vprašati za nasvet, ljudje. Jožeta iz Litostroja treba vprašati, kako z denarjem. Ne vem. Ker njihovo bogatstvo je bilo, pač so prispevali ostali Slovenci ali pa globalno verjetno državljani sveta, zato da so oni zdaj, bom rekel, izstopili v pravem trenutku z takim bogatstvom. Isto kot v vseh piramidnih schemah. Torej, masi ljudi nič ne pomaga spoznanje, da je enkrat bil nekdo privlečen. Tudi sami ljudje, ki so bili včasih povlečeni za nos, ko začne igrati ta čustveni adrenalin, ste prej lepo povedali, sprejemamo zelo, zelo zanimive, dejva reči, odločitve. Ja, se to, kar ste zdaj govorili, tudi recimo se spomnite mogoče Boogie Fish, una riba, ki jo prodajo Santi Češko. To je to, da so stovornjaki povozili v Slovenijo in ljudje so bili sredi. Ko si pozvonil na zvonec, je ta riba nekaj zaplesala in pol, ali pa so bile kukavice za, ne vem, tiči, ki pojo, ne vem, kakšne neke pesmi, to je to, to je to, ne, mislim. To je to. In to so ljudje kupovali, ker jim je bilo zabavno. Zato mogoče tudi ne kupaš, zato da pač se mogoče malo zabavaš. Meje neumnosti naroda so brezmejne. Zelo taka lepa misel, moram priznati. Drugače, kar se tiče teh prodajalcev megle, tega je res ogromno, sploh v tem sodobnem času. Pa bo vas tem pol tudi zaključila. Mogoče imate kakšen nasvet, kako se upreti vsem tem norostim tega sveta sodobnega. Ti prodajalci megle so isti, kot so bili prodajalci, jaz rečem, marihuane v mojem otroštvu, ki so sladko govorili in obljubljali seveda svet, ki ga jaz ne bom spoznal, če ne bom eno osmodil ali pa vzel tega ali pa onega. Torej, v vsakem obdobju bomo mi imeli plenilce, bom namenoma uporabil malo težjo besedo, ki bojo čakali na notranje nezadovoljne ljudi. Torej, resnično notranje bogatstvo je notranja moč vsakega posameznika, da se upre bližnicam do teh ne vem kakšnih famoznih ciljev nekega užitka, ampak da razume, da tudi
varčevanje, dolgoročno varčevanje ali v skladih ali v različnih teh kombinacijah ni igra na srečo. Ne, igra na srečo ni, če ti kupiš Krkine delnice, pa Lek, pa ne vem kaj in potem v bistvu imaš tam en del svojega premoženja varno spravljenega. In tudi to ni namenjeno temu, da boš čez 10 let si kupil barko na račun nekoga, ki si ga nasral, ker si v pravem času kupil delnice, on pa v napačnem. Ne, gre za to, da imaš svoje premoženje, ki si ga zaslužil, razpršeno na različne konce, da če se nikjer nekaj podre, imaš kje kaj vzeti za živeti. Ne pa, torej, ljudje še vedno, po mojem mnenju, ko jaz z njimi govorim, kot pa v psihološkem smislu razlagam, ne, razumejo, jaz bom šel vzel delnice in bom dal 100 in čez 2 leti bom imel 220. To pomeni, nekje bom nekaj dobil, kar itak ni moje, pa mi ne pripada. Ne. Ti greš tja noter, tam spraviš svoj denar, ki bo ohranil vrednost, če ga bo pridobil, ampak gre za to, da te jajca, kot radi rečemo, ne nosiš v isti košar. In sam za to gre. In če bi to razumeli, bi se tudi lažje, z manj travme in bolj suvereno odločali za različne naložbe, na različne oblike varčevanja in bi nam to dalo večjo finančno, pa tudi človeško stabilnost na dolgi rok. Ja, razpršenost je mantra, Moneyhow. Najlepša hvala za odlično debato, moram priznati, sem kar uživala v poslušanju, tako da iskrena hvala. Z veseljem. Hvala tudi vsem, ki ste nas poslušali. Poslušajte Moneyhow, ne bo vam žal in lep pozdrav.